Že v začetku maše smo torej omenili, da je danes zahvalna nedelja in da imamo danes med nami še na posebej slovesen način tudi vse zakonske jubilante. Božja beseda k temu dodaja še en tretji poudarek. Namreč 32. nedelja med letom pomeni, da nas pravzaprav samo še 2 tedna ločita od nedelje Kristusa kralja, ki nekako označuje konec, zaključek liturgičnega leta, nas pa s svojim praznovanjem tudi spominja, da naše življenje nima cilja na tej zemlji, v tem življenju, ampak da je cilj onkraj. In tudi odlomki iz Božje besede zdaj v teh nekaj nedeljah pred nedeljo Kristusa kralja ravno tako že spodbujajo k temu, da razmišljamo onkraj. Kako povezati vse 3 poudarke zdaj v nekaj uporabnega, v nekaj takega, da lahko danes premišljujemo o vsem tem? Se mi zdi zanimivo, če se ustavimo ob tem vprašanju saducejev, kjer gre za vprašanje zakonskega odnosa, gre vprašanje za rodovitnost, o rodovitnosti tega odnosa, predvsem pa o tem, kaj pravzaprav sploh pomeni, predstavlja, simbolizira, kakšen je namen zakonskega odnosa. Jezus se sprašujejo, čigava bo ta žena, ki si jo bratje, mogoče za današnjo našo občutljivost, kar malo togo podajajo. Pravijo saduceji, ker bratje si jo jemljajo, vsak jo vzame za ženo. Tu ni več vprašanja o ljubezni, ni več vprašanja o naklonjenosti in skrbi, ampak je skoraj ta poudarek, da gre pravzaprav samo še za opravljanje neke dolžnosti. Ampak vprašanje saducejev je, kako bo pa potem, čigava bo zdaj ona žena, na drugi strani v večnosti. In to, kar skuša Jezus razložiti saducejem in nam, je, da je namen večnega življenja drugačen. Ko bo v večnosti, pravi Jezus, vsi, ki jo dosežejo, ne bodo mogli več umreti, ker so enaki angelom in so Božji sinovi. Najbolj izrazita lastnost angelov je to, da stojijo pred Bogom in gledajo Boga v obličje in ga slavijo. V tem izkušajo, prepoznavajo tudi smisel svojega obstoja. Ves njihov obstoj je usmerjen samo v to, da stojijo pred Bogom in Boga slavijo. In k temu, pravi Jezus, smo poklicani, zato smo ustvarjeni tudi ljudje, da pridemo enkrat do te polnosti, da bomo lahko Boga, ki nas ljubi že tukaj in zdaj, ki nas je z ljubezni ustvaril, da ga bomo lahko nekoč gledali brez kakršnekoli pregrade, brez kakršnekoli zavese, ga bomo lahko gledali iz obraza v obraz, iz oči v oči, da bomo lahko izkušali, prepoznavali v polnosti to ljubezen, s katero smo ljubljeni. To je naše stanje, ki nam je obljubljeno v večnosti. In v tem smislu, pravi Jezus, tam ni več potrebno nobenega simbola, nobenega približka, nobenega nadomestka. Nič tega, kar bi nas še moralo spominjati na to, ker bomo to izkušali v polnosti. Zato tudi možitev in ženitev, niti rojstva nimajo več smisla, ker ni več smrti. Je samo še polnost ljubezni skozi vso večnost. Zato, pravi Jezus, takrat ne bo vprašanje, čigava je žena in kdo je njen pravi mož, ker bomo vsi gledali polnost ljubezni, ki jo ima Bog do nas. Do takrat, dokler smo pa še na tej strani, je pa nam dan tudi sakrament svetega zakona, da ste nam zakonci lahko zgled ljubezni, ki jo ima Bog do nas. Spomnimo se, lahko se spomnite tudi vi na vaše poroke, na trenutek poroke in na ta poudarek, ki se vedno znova dodaja, da bi ženin
tako ljubil nevesto, kot Kristus ljubi svojo cerkev, kot Bog ljubi človeštvo. In da bi mi ljudje tako ljubili Boga, kot nevesta ljubi ženina, kot žena ljubi moža. Dokler smo na tej zemlji, gremo skozi ta svet, ste nam zakonci en velik zgled in nas spominjate na to, kaj je pravzaprav tudi cilj našega življenja. In zato, za vašo zvestobo, za vaš zgled, se vam danes še posebej želimo zahvaliti, pa bom povabil gospoda Francija, tako da vas slovesno pokliče, vas povabim, ko ste poklicani, da pristopite. En simboličen dar v obliki šopka naj bo tisti, ki predstavlja danes našo hvaležnost za vaš zgled. Zakonci, jubilanti, lepo pozdravljeni. Tudi sam imam kar veliko let zakona in bi vam eno modrost povedal, ki velja predvsem za moške zakonce. Bolje je imeti mir v hiši, kot prav imeti. Vsakemu paru bomo namenili res kratek aplavz. Zakaj? Ker si to zaslužijo. Pristopita naj Anita in Jaka Ostrovršnik, poročena 10 let. Pristopita naj Tina in Damjan Kuzma, poročena 10 let. Pristopita naj Alenka in Marko Ličen, poročena 15 let. Pristopita naj Marjeta in Rasto Raztresen, poročena 15 let. Pristopita naj Nina in Martin Kavčič, poročena 15 let. Obletnico poroke malo višamo. Pristopita naj Andreja in Gregor Šega, poročena 20 let. Pristopita naj Petra in Miha Mrljak, poročena 20 let. Zopet gremo navzgor. Pristopita naj Milena in Rudi Golja, poročena 30 let. Pristopita naj Mateja in Franci Kogovšek, poročena 30 let. Spet višamo. Pristopita naj Zdenka in Tomaž Celarec, poročena 35 let. Res so te glavni tili naši zakonski pari. Pristopita naj Dani in Minka Horvat, poročena 45 let.
zlato poroko obhajata Mirka in Anton Korelec. In še zadnji par, pristopita naj Ana in Mirko Kordaš, poročena 55 let. Bravo! Takole, jaz bom vas jubilante povabil še, da vstanete. Ob tem vašem praznovanju je predviden en lušen, en lep blagoslov. Tako, mi pa vsi, ki vas spremljamo, lahko tudi v srcu ponavljamo, izgovarjamo te iste besede. Molimo. O Bog, stvarnik vseh ljudi, ti si ustvaril moža in ženo in ustanovil zakonsko skupnost. Prosimo te, blagoslovi te zakonce, ki se ti zahvaljujejo za vsak trenutek skupnega življenja. Ohrani jih v svoji ljubezni in jim daj moč, da bodo žive priče tvoje neizmerne dobrote. Svoje domače, posebej otroke, naj vodijo k Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Tako, zdaj pa povabim vas vse, da vstanemo in skupaj izpovemo našo vero.